Vedno me je veselilo delo z rokami, je pa prišlo do enega dneva, kjer sem bil v bistvu pri frizerki in je naletela tema na to, da kaj če bi jaz probal frizerstvo. Vedno me je to zanimalo, ampak sem vseeno probaval druge stvari, ki so bile zame v takratnem času bolj kreativne. No, in potem je mi ona rekla, da mi lahko tudi pomaga. In potem je šlo iz tega, da sem probal na kolegih in ona mi je malo usmerjala in pol je začelo vse rasti. Najbolj me je pritegnilo, kako z določenimi orodji lahko narediš novo obliko in nov izgled na osebe. Bili so zanimivi, niso bili tako porazni, kot sem mislil, da bodo. Bila je frizerka takratno ob meni in mi pomagala, ampak zdaj, ko gledam nazaj, je bilo kar tako zanimivo in pestro. V bistvu je bilo tako, da sem kako leto probaval, pa eksperimentiral, pa raziskoval to področje. Pol pa je po kakšnem letu pa pol v bistvu po letu pa pol sem opazil, da mogoče bi pa znalo biti to kaj več. Pol sem pa frizure postale boljše, spoznal sem več ljudi iz tega, po domače rečeno, foha in pol je začelo to rasti. Da ni v bistvu samo ideja, ampak je lahko nekaj več. V bistvu začetki začelo se je vse doma, v dnevni sobi, kjer sem strigel. Kasneje sem po določenem času šel tudi opraviti brivski tečaj. Po brivskem tečaju pa sem šel delat v brivnico Simpel v Europarku, kjer sem delal kakšno slabo leto. Potem sem nadaljeval še delo doma, pa tako vsepovsod malo. Po 4 letih nekje pa se je potem pojavila možnost, da grem na svoje. Vedno pa je bila želja, da delam z nekom, ki ima podobne vrednote oziroma podobno gleda na poklic ali pa pač sam. V bistvu razne, od osnovnih od pranja glave do striženja, do v bistvu kako sploh delati s stranko, kako jo sprejeti, kako jo že ogrniti, vse od malenkosti do večjih stvari. Tako da, celota. Prve prave stranke sem pridobil v bistvu po kakšnem letu eksperimentiranja, ker so pač kolegi postali moje stranke, začeli redno hoditi k meni, frizure so se izboljšale. Potem, ko pa sem prestopil bolj redno v ta poklic, začel striči namesto enkrat na teden do vsak dan, takrat se pa je bolj začelo. V bistvu proces je bil dolg, če lahko gremo tudi na začetek, od učenja do striženj, do poskusov, pa vse do komunikacije z brivci, do potem interakcija z enim brivcem, ki mi je spremenil pogled na brivstvo. Torej, pač brivec, ki je bil, to je bil Aljoša Ilešič, ki je tudi ta brivski prostor ustvaril. Takrat se je meni pogled na brivstvo spremenil. In takrat je tudi se porodila ideja, mogoče je to vse kaj več kot pa samo striženje las. In iz tega je potem še samo rastlo. Pa vedno sem skakal iz tega bi, ne bi. Pol po dobrih recimo 2-3 letih sem pol ugotovil, da mogoče pa bi res bilo to. Začele so se stranke vračati, količina ljudi je bila večja. In potem sem nekako ugotovil, mogoče bi pa res lahko nekaj ustvaril, da ni to samo hobi. Vedno sem stremel k klasiki. Pač kasneje se je to seveda spreminjalo, seveda vzporedno s trendi, ko so prišle tiste različne frizure, muleti ali pa kakšne zaviti fejdi oziroma burst fejdi. Takrat se je tudi spremenil način dela, tehnike, saj sem bil primoran. Ampak največji preobrat je bil potem, ko sem prišel v to brivnico, no. Takrat se je spremenil
celoten odnos, celotno mišljenje, celoten pogled na brivstvo. Ne samo striženje, ampak celotno sprejetje stranke in pač stik z njimi. Zbudim se nekje ob 7. Prvo pride na spored kava, potem pa pač v miru odkorakam do brivnice, vedno sem nekje pol ure prej, saj je potrebno urediti prostor, pripraviti vso opremo za prihajajoče se stranke. Ob 9. se začne delovnik, potem je delo, za stranke si nekje vzamem 45 do 60 minut časa, da se vseeno lahko sprostijo, da je brez hitenja. Pa je vse odvisno, koliko je strank, da se pol delovnik konča. Najbolj me veseli pri tem poslu, da spoznavaš ljudi, da lahko nekomu tudi spremeniš dan, da ga razveseliš, da ga spraviš v dobro voljo, da ga urediš in da pač lahko delam nekaj z rokami. Iskreno ne bi nič naredil drugače. Pot, ki je bila z namenom takšna in če bi lahko, bi šel še enkrat isto. Največje grajenje imena je po moje pač preko ljudi, s katerimi delaš. Zraven tega so tudi socialna omrežja, ampak mislim, da pač preko besede je to največ, kar šteje. Pot v prihodnosti vidim na način, da mogoče še, oziroma pač vidim na način, da bi sprejel več ljudi, ki bi delali na podoben ali isti način kot jaz, da bi se ta koncept in pogled na brivstvo še širil in da bi bilo več brivnic s takim stilom in namenom. Mogoče osebni cilj je, da pač ne bi to bila samo brivnica, da bi pač bil nek prostor, da bi se tudi zgradil nek community, kamor ljudje pridejo, kjer se dobro počutijo, kjer ni glavno samo striženje las, ampak pač to, da prideš sem in se počutiš dobro. To je cilj. Začel sem na srednji šoli za oblikovanje v Mariboru, kjer je bilo takrat mi v interesu grafično oblikovanje. Potem sem nadaljeval kreativne vode in šel v fotografijo. Vmes sem se vpisal tudi na študij likovne pedagogike. Med študijem likovne pedagogike sem se zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer sem delal kot fotograf ministrice. Tam sem bil nekje 1 leto, potem pa sem naredil brivski tečaj, končal študij likovne pedagogike in se takrat resno usmeril v frizerstvo oziroma brivstvo. Definitivno. Če bi lahko obral isto pot, bi jo obral, ker ti da širino, drugačen pogled na frizerstvo, brivstvo. Vedno primerjam frizerstvo oziroma brivstvo kot recimo delo z glino v študijskih letih, da v bistvu pač gledaš na obliko, delaš z različnim orodjem, torej pri glini z modelirkami, tukaj pa recimo škarjami, glavniki in strojčki. In recimo ta umetnost in ta kreativne vode so mi definitivno dale dosti, sploh kar se tiče oblik, delo z orodji, drugačnega pogleda na to, širino samo po sebi. Moderna klasika. Škarjami. Jutranje. Tišina. Perfekcionizem. Če moram zbrati eno ali drugo barbershop vibe. Zaenkrat solo. Glasba. Učenje novih tehnik. Word of mouth. Kratki. Celoten makeover. Imeti fraj vikende. Bi rekel biznis, ampak bom predtem rekel hobi. Ker imaš kot hobi ga rajši. Majhen cozy shop. Lasten stil. Delo v salonu. Naredi po svoje.